Gospod Marko Renčel iz Mariborske fakultete za gradbeništvo nam bo razložil, kako je s cesto G1 Maribor-Dravograd. Hvala za besedo. Mislim, da bi lahko kar malo končal, ker verjetno vsi, ki smo danes tukaj prisotni, prav dobro poznamo to cesto, marsikdo od nas je v tej cesti pripeljal in marsikdo bi o tej problematiki te ceste oziroma v sami cesti verjetno vedel povedati bistveno več kot sam. Kaj pa je bil vseeno namen mojega prispevka oziroma zakaj sem pripravil to analizo z tudi predlogom določene rešitve, ki bi lahko rešila kakšne zadeve. Skratka, v prispevku bom oziroma v tej predstavitvi prikazal analizo obstoječega stanja, predvsem kar se tiče prometnih obremenitev in pa prometne varnosti. V drugem delu pa predstavitev koncepta 2+1 ceste. Danes so praktično vsi prispevki govorili ali o številki 2 ali o številki 4. V tujini pa poznajo tudi številko 3. Tudi ni prvo mesto, prvič, da se ta rešitev, ta koncept predstavlja pri nas. Tudi sam menim, da ga marsikdo dobro pozna. Žal pa po mojem mnenju, oziroma koliko vem, po mojem vedenju, še takšnih rešitev pri nas ni realiziranih. Skratka, gre za analizo odseka Maribor-Dravograd, ni zajeta v analizi celotna cesta G1-1, ampak samo del od Koroškega mostu do začetka naselja Dravograd. Ta odsek je v dolžini skupaj približno 60 km. V analizi sem pa obravnaval samo odseke izven naselij. Dejstvo namreč je, da se nam v naseljih stvari spremenijo, da ne rečem še dodatno zakomplicirajo. Skratka, iskal sem samo podatke oziroma jih analiziral te rešitve za odseke izven samih naselij. Cesto poznamo, tako da mislim, da s tem ni potrebno izgubljati preveč besed. Kar se osnovnih značilnosti tiče, lahko ugotovimo, da gre v bistvu za osrednjo prometnico v tem prostoru, vsaj v smeri vzhod-zahod. Marsikaj, kar je danes ta cesta, je omejeno seveda zaradi prostorskih pogojev, namreč poteka po podolini neke Drave. Dejstvo tudi je, da so danes elementi, kakršni pač so, glede na rang te prometnice, lahko tudi ugotovimo, da so določeni elementi, določeni odseki neustrezni ali pogojno ustrezni, predvsem kar se tiče izpostavili bi dva vidika preglednosti, tako za ustavitvene, kot pa tudi ali predvsem odsekov, kjer je omogočeno varno prehitevanje. Naslednja stvar, na katero velja opozoriti in s katero imamo pri nas precej problemov v Sloveniji, so ceste, ki imajo hkrati več kot dve prometni funkciji. Tudi na tej cesti lahko zasledimo, da ima zastopane prav vse 4 funkcije. Gre tako za daljinski promet, ima povezovalno funkcijo v prostoru, zbira promet in pa hkrati na marsikateri lokaciji predstavlja edino dostopno prometnico ali do zemljišča ali do samih objektov. Dejstvo je namreč, da kolikor je na eni prometnici dve ali več funkcij hkrati, imamo težave. Samo za osvežitev spomina v preteklosti 10 let nazaj pred odprtjem avtoceste Slivnica-Ptuj je bil tudi ta glavna cesta na tisti relaciji bila ena od najbolj kritičnih prometnic. Kar se prometnih obremenitev tiče, na tej cesti so prometne obremenitve precej različne, nekje od 4500 vozil dnevno pa vse do skoraj 8000 na območju Dravograda in pa na drugi strani skoraj 14000 na območju Maribora. Tako da vidimo, da te obremenitve naraščajo. Kar pa je zanimivo, da lahko opazimo, da so pa določene vrste vozil, ki so pa praktično konstantne. Recimo težki tovornjaki ali vlačilci so praktično v istem številu zastopanja na vseh odsekih, torej gre za nek
lahko rečemo tudi tranzitni promet. Zdaj, te primerjave so narejene z povprečjem, ki velja, ki je izračunano za vse glavne ceste prvega reda v Sloveniji. Tukaj lahko ugotovimo, da je ta prometnica sicer podobremenjena, to pomeni, da ima nekje približno 25% manj prometa, kot je povprečje za glavne ceste prvega reda v Sloveniji. Kljub temu pa določene vrste vozil na tej cesti izstopajo oziroma so v večjem deležu zabeležene kot na povprečju. Gre predvsem za motoriste, motorje, avtobuse in pa tudi lahke oziroma srednje težke tovornjake. V nadaljevanju je bila opravljena vse podrobno je to v prispevku tudi analiza prometnega dela. Zdaj ne glede na to, da je ta prometnica zajema nekje 16% glavnih cest, G1 cest v Sloveniji, je ta delež opravljenega prometnega dela manjši, nekje 12%. Tako da vidimo, da kar se prometa tiče, so druge glavne ceste prvega reda v Sloveniji bolj obremenjene oziroma je na njih več prometa. Zdaj, kar se tiče poglavja o prometni varnosti, bi bilo v bistvu dovolj, da bi samo poiskali zapise na internetu, torej na spletu, torej prometne nesreče z težkimi poškodovanimi oziroma umrlimi. Gre predvsem za čelne trke, tudi trke v objekte, in pa velja tudi poudariti, da seveda vsaka takšna nesreča na tej prometnici povzroča tudi dolgotrajne, torej dolgo časa, običajno vse, par ur trajajoče zapore. Ne glede na to, lahko vidimo tudi iz primerjave, spet glede na G1 ceste v Sloveniji in tole cesto, da imamo na tej cesti približno letno nekje okrog 80 prometnih nesreč, govorim za odseke izven naselja. Če pokažemo trend za zadnjih 9 let, lahko vidimo, da se je prometna varnost na tej cesti sicer izboljšala za nekje 24%, vendar v istem času je povprečje za G1 ceste celo za 36% niže. To pomeni, da kar se prometne varnosti tiče, ta cesta vseeno tudi vidi se iz razlike teh dveh krivulj, da je nadpoprečno. Torej, če smo rekli za prometne obremenitve, da so nekje 25% manjše, lahko rečemo za prometno varnost, da je pa tukaj nadpoprečen za G1 cesto v Sloveniji. Kar je posebej zaskrbljujoče je, da je največ nesreč z smrtnim izidom glede na primerljivo oziroma glede na povprečje. Tu imamo celo 2,4 delež smrtnih, torej prometnih nesreč z smrtnim izidom, nekje v Sloveniji povprečje za G1 ceste 1,4. Ta cesta vstopa tudi, kar se tiče prometnih nesreč z lahko poškodovanjem. Zdaj lahko izračunamo tudi kazalnike. To so bile pač številke, zdaj če to primerjamo ali po kilometru ceste ali po upravljenem prometnem delu, tudi po teh kategorijah vidimo, da je ta cesta nad povprečjem G1 cest v Sloveniji. Kar je potrebno povedati pri teh nesrečah, če se vrnem za trenutek nazaj, da po analizi približno 40% prometnih nesreč na tej cesti odpade na prometne nesreče zaradi nepravilnega prehitevanja oziroma zaradi nepravilne strani in smeri vožnje. To lahko nekako povežemo z manevrom prehitevanja ali ne izključno, ampak v večji meri prav gotovo. Tudi kar se tiče analize tipov prometnih nesreč, je nekje na tej cesti 16% čelnih trčenj, na povprečju za G1 ceste pa je ta številka nekje 12%. Tako da tudi po teh najtežjih, pa najbolj kritičnih parametrih ta cesta odstopa. Zdaj stroški prometnih nesreč prav tako lahko jih tudi znamo v bistvu prikazati. Zdaj malo
neugodna situacija, ko sem pripravljal, oziroma delal te izračune, pa sem prišel do stroška približno 5,1 milijona evrov letno, so stroški prometnih nesreč na tej prometnici. Tiste številke, ki smo jih danes slišali, bolj to težko postavimo v neki okvirah na isti imenovalec, ampak kakorkoli menim, da tudi ta vidik ne gre zanemariti. Zdaj seveda to se lahko pomnožimo potem krat določena leta. Dejstvo tudi je, tudi moramo vedeti, da karkoli bomo na cesti spremenili, izboljšali, tega zneska ne bomo spravili na nulo. Torej prometne nesreče vsekakor še bodo, lahko pa seveda zmanjšamo njihovo število, predvsem pa, kar je zelo pomembno, zmanjšamo njihove posledice. Kot predlog, kaj bi bilo možno na tej cesti narediti, pa ne samo na tej cesti, to je v bistvu, lahko rečemo, nek alternativni pristop, vsaj za slovenske razmere, alternativni pristop k urejanju, lahko rečemo, glavnih cest, pa tudi določenih regionalnih cest, je tako nam koncept 2+1 ceste, kjer je v bistvu 3-pasovna cesta, kjer je sredinski pas izmenično urejen za prehitevanje. Enkrat v eno smer, drugič v drugo smer. Zdaj tukaj je treba takoj na začetku povedati, da si ne smemo delati utvare, da bomo celotno cesto, v tem primeru Maribor-Dravograd, spravili v to schemo, tudi ne bi bilo racionalno. Prav gotovo pa bi lahko poiskali določene odseke na tej cesti, kjer bi bila možna razširitev za dodatni vozni pas oziroma za približno širino dodatnega pasu, nekje malo več, nekje malo. Zdaj tudi, kot sem rekel na začetku, to ni prva situacija, kjer govorimo o 2+1 ceste, nekje 12 let nazaj, mislim, da je to prvi simpozij v Mariboru, če se ne motim, je bil že prvi prispevek v letnem času z 2 diplomi, zadnja oziroma magistrska naloga 2 leti nazaj na naši fakulteti. Zdaj, kot vsaka stvar, tudi ta rešitev seveda ni absolutna, ni javna, ima prednosti in pomanjkljivosti. Zdaj, prednosti so predvsem, ker gre za cesto, kjer je sredinski ločilni pas, običajno urejen z varnostno ograjo, dobimo seveda manj prometnih nesreč, pri kateri vozilo zapelje na nasprotni vozni pas, lahko rečemo nasprotno smerno vozišče. Imamo bistveno nižji delež nesreč z očajnimi trki, tudi v tem primeru ne moremo reči, v celoti eliminiramo, konec koncev jih tudi na avtocestah poznamo ali na hitrih cestah. Imamo manjše število teže in smrtno poškodovanih, preprečeni so manevri zavijanja, levega zavijanja oziroma zavijanja na nasprotni pas in pa, kar je tudi pomembno, potrebno je urediti križanja z ostalimi cestami. Prvenstveno pa se seveda ta sistem oziroma ta koncept izvede z namenom zagotovitve varnega prehitevanja. Tudi lahko ga nekako potisnemo v koncept predvidljivih cest, tudi tam bi našel svoje mesto. Ima seveda sistem svoje minuse, kakor hitro postavljamo karkoli na območje samega cestišča, vemo, da se nam delež nesreč z materialno škodo poveča. Lahko govorimo tudi o dražjem vzdrževanju in popravilih. V primeru, da je ta dostop do te prometnice razpršen oziroma da je teh dostopov precej, je seveda potrebno te dostope urediti, tudi na nekaterih mestih verjetno podaljša poti. Koliko gre za bistvene širitve profila, seveda lahko računamo z višjimi stroški, vendar seveda bi bilo smiselno racionalno poiskati mesta, kjer je to lažje izvedljivo. Nekaj primerov, profil ceste, kot pa poznajo na Švedskem, potem prehodi med pasovi, poznamo tako imenovan kritični prehod, to je tale na levi sliki, in pa nekritični, ki je na desni sliki, to je samo schema, to ni kompletna rešitev.
Tudi Nemci imajo seveda to rešitev v svoji regulativi že dolgo poznano. V sklopu naloge, kot bom kasneje pokazal, je bil tudi podan predlog profila, kot bi ga lahko uvedli pri nas, vključno z ureditvijo prehodov. Izdelane so bile tudi scheme širitve enostranske, obojestranske in podobno. In pa mogoče samo kot ideja oziroma zanimivost, torej na relaciji Maribor-Dravograd je bila narejena preveritev odsekov, to so tile zelene barve, kjer bi eventualno bilo smiselno razmišljati o tem konceptu. Še enkrat, da ne bo kdo to takoj kupil, gre samo za prvo idejo, prvo preveritev, narejena je bila izključno z vidika prostorske izvedljivosti. To pomeni, da lahko razširimo obstoječo cesto za teh dodatnih, recimo nekje 4 metre, brez revolucionarnih, da tako rečem, gradbenih posebov. Namesto zaključka, skratka, želel sem dokazati tole problematiko te ceste. Verjamem, da če bi naredili podobne analize na drugih cestah, bi prišli marsikje do podobnih zaključkov. Upam, da sem uspel poudariti prednosti tega koncepta 2+1 ceste. Zdaj tudi, tako kot sem povedal, tale zadnja rešitev oziroma predlog je seveda maksimalno upošteva značilnosti same terena. In pa po mojem mnenju mislim, da bi lahko tudi v prihodnje to nekoliko bolj izkoristili oziroma vsaj v primeru nekaterih načrtovanih rekonstrukcij razmišljali tudi o teh rešitvah oziroma o tem konceptu. Hvala.